Dobro jutro, zvezdice in zvezdoni. Naslov komada Padajo zvezde od Belo dugme in ja, energije so v lufti take, ne, da lahko rečemo, da ja, kot da so res zvezde vse naenkrat preletele dol in naredile darmar, dvignile Schumanovo resonanco, kralja zderesonirale in tako naprej. Padajo zvezde, valjda. Ta komad nekje dokazuje, da čas nikoli ni obstajal in preteklost in prihodnost nikomur ne prinaša nobenega zadovoljstva. Trenutek tukaj in zdaj se v angleščini imenuje present moment in v drugem prevodu to pomeni darilo, a ne? Christmas present, ne? Torej, darilo je vsak trenutek, ki je, in Belo dugme je očitno, ta pevc je že videl te stvari, ki se dogajajo tukaj in zdaj v današnjem času. Zaradi tega lahko rečemo, da Q kot tak, ne, ki ga imamo za nami in za mano, je v bistvu prerokba, ki pravi, kamor gre eden, gremo vsi. Komu pa sledimo? Komu? Golobu? Ali imamo Bill Gatesa v igri? Ali Klausa Schwaba? Komu bomo to dali? Ja, zvezdam. Zvezde so edine, ki lahko karkoli vodijo, glede na to, da se pogovarjamo o zlati dobi, dobi ljubezni, dobi sodelovanja, dobi, kjer sovraštvo izgubi vsako moč in laž ne more več peljati, ker je prepoznana, in nezaupanje pač ne more biti na zaupanje. In upam, da ste vsi skupaj izgubili zaupanje v to gamat, pedofilsko, genocidniško, prevarantsko, podmuklo, lažnivo, in ne zaupate več slepo besedam, ampak v bistvu znate že malo preberati še kakšne druge stvari in hitro opazite red flag. Torej, zastavico, alarm, rdečo zastavico, hop, tukaj nekaj ni v redu. In ja, načeloma smo od vseh ljubljeni, dokler dopuščamo, da se nas pije, a ne? Čim pa dvignemo nos, pa začnemo mi bolj opazovati, pa analizirati in v bistvu postavimo jasne meje, takrat naenkrat postanemo najbolj osovraženi, a ne? In kadar ne morejo direktno na nas več pritiskati, pol naredijo tako, da druge prepričajo, da naj nas sovražijo. Ja, to pasažo smo dali čez, mislim, vsaj jaz za sebe govorim, da ta pasaža je bila res kar nekaj časa trajala, ampak hvala Bogu sem se dostikrat spomnil, kaj te pa briga, kaj o tebi mislijo drugi, sploh zaradi tega, ker ste vi meni dali mnogo zaupanja v to, da smo na pravi poti, da prav razmišljamo, da prav čutimo, da je okej, dočim ti limitirani, ki so se ukvarjali z igro, pa seveda so imeli svoje mnenje o meni, celo najbližji ljudje so mi probali razložiti, da sem neumen, blesov in zategnen in naj se neham ukvarjati s tem, kar se ukvarjam, ker to nima nobenega smisla. No in vera je bila dovolj močna, da nisem popustil in je prav tako, da sem prešel to fazo, kaj imajo drugi o meni misliti, a ne? Do te točke, da tisti, ki so zdaj slabo mislili pa govorili o meni, so se mene začeli malo izogibati, pa so se me začeli v bistvu bati. In to jaz tim vidim na očeh, vidim na izrazih, vidim na njihovem delovanju. Zdaj, mi imamo empati neko strašno sposobnost, pa ne eno, njih je mnogo, mi čutimo čustva drugih, mi čutimo občutke drugih, želimo vsem pomagati, da bi bilo jim lažje, vsekakor pa ne moramo prebuditi nikogar, dokler se ne želi sam prebuditi in nobenemu ne moramo izbrisati preteklih slabih dejanj, vsak mora to sam ščikati oziroma se soočiti, iti skozi svoja gnila dejanja in si jih odpustiti, reči, to je bilo takrat, torej pejšte ven iz preteklosti in živite tukaj in zdaj, ker vsak ima možnost spreobrniti se,
bom rekel, napačna dejanja prenehati delati in začeti delati prav. Sej vsi vemo, kaj je prav, jaz se s tem že kar malo ponavljam, ampak ok, bom se še, ker verjetno je treba s ponovitvami nekako ucepati v možgan, da je vsem vse odpuščeno, od nekdaj bilo, le ljudje so to kar probali malo preslišati, pa sej, ne, kako so ljudje po večini preslišali svojega lastnega otroka v sebi, so ga v bistvu, veš, kaj boš ti mulca, vidiš, vsi gremo tja, moramo imeti avto, bajto, posestvo, ne, kaj boš ti zdaj tle, neki meni ljubezen pa to. In zdaj v bistvu vsak človek, ki ima v sebi svojega tega otroka, ranjenega, je enako dušo, ki je še vedno enako čista kot prvi dan, le zanemarjena je tam v kotu in ne more se izražati. Vsi imamo željo potem, da bi bili srečni, ampak ker je človeštvo toliko zaglajzalo, v bistvu ne vidi rešitve v tem, da bi bili srečni, ampak vidijo svojo srečo v sovraštvu in nesreči drugih. No, nisem. Vse je res žalostno vse skupaj in pravljica o zvezdici zaspanki bi nas lahko marsikaj naučila. Kaj je plov, pa kaj ni plov, kaj se sme, pa kaj se ne sme. Če se ne sme, ni plov, pa pika, pa ne smeš to delati, ne? Pa boš lažje spal, imel boš čisto vest, a ne? Mi je všeč, ko so fehtarji drugače naredili dober vrtnar od Sašota, ne? Ali kako je že od Saša, posle se pa sklanjanje, evo, zdaj imamo pa sklanjatve. Ja, sklonce je treba, če hočeš kaj pobrati, kakšno zelišče ali pa regrat. Ne, ni problem. Ne vas ne bo sram, če se morate kdaj kaj skloniti. Ne dejte pa, da pred kom klečite in ste ponižni, ker vse to ste lahko samo pred Bogom, pred univerzalnim kreatorjem, samo pred njim je prav, da ste ponižni. Gospod, težko sem ponižen, drugač pa vsaka čast. Ja, ponižnost pred ljudmi ne gre, pred Bogom pa mora biti. In ego je tisti, ki nam je, ali pa zdaj še vedno mnogim, preprečuje, da bi užgali to svojo ponižnost in tega svojega otroka zbrcanega pripeljali na plano, na sonce, se mu opravičili in začeli delovati preko njega. Sej otrok nas bo povsod vodil, nič se skrbeti, vse ok. Otroka dajmo zagledati, mu pomagati in ga sprejeti v sebe in živeti preko njega. Kako je že rekel? Sokrat je rekel, da kadar živiš, iskren človek je večni otrok. Ne? V bistvu naša mal norost, mal smo madness, se reče v angleščini, mi je lepša beseda. Mi vsi smo mal nori, mal smo norčavi, ne nori zlobni, pa blesavi, pa ubrisani, kakor nas probajo predstaviti, ne? Ampak večni otrok je iskren, to pravi Sokrat in jaz se z njim strinjam. Zdaj, vrnitev otroka, da začnete živeti otroka v sebi, vam prinaša nekaj nepredstavljivega v plus, v pozitivo. Recimo, da vsi poznamo izraz, moraš razmišljati izven okvirjev. In zdaj nismo si verjetno znali predstavljati prav tega. Korona nam je pokazala, bom rekel, tisto, kar je izven okvirjev v negativo, v zlobo, v gnus, v res nekaj najbolj ostudnega, torej kaj so počele elite, kaj so počeli, bom rekel, osebki in ljudje, tle apeliram na spolne zlorabe, na pedofilijo najgrših satanističnih formatov, do adrenokroma in trgovanja z belim blagom in tako naprej. Mi si nismo znali predstavljati, da grejo stvari tako daleč, kamoli, da imamo genocidnike v lastni deželi, v lastnem kraju, pravzaprav v lastnih žlahtah in tako. Nikogar ne obsojam, da ne bo pomote, ampak nismo mogli dojeti, da je laž in prevara in bom rekel manipulacija prisotna na vsakem koraku. Dokler smo bili v okvirju, smo razmišljali znotraj okvirja, je bilo to nam nepredstavljivo. Drži? Drži. Negativno. Stran s tem. Mislim, grozno, nedopustno je v prihodnje, da se kaj takega s
sploh še kdaj ponovi na kakršnem koli nivoju. In enako je, kadar izven okvirjev se preklopiš na otroka, ugasneš ki zna premlevati, pa iskati neke izgovore, opravičila, rešitve, jaz ne vem kaj. In kadar to ugasneš in se preklopiš na otroka, prek otroka na univerzum, kar je pravzaprav podaljšek Boga, takrat pa tudi prihajajo nepredstavljive stvari, nekaj, kar si naš ni znal predstavljati, in pa vsi sanjamo od nekdaj nore stvari, ki so seveda nam nerazumljive, nepredstavljive, in tako nekako začnejo prihajati blagoslovi nemudoma, ko se preklopite na otroka. Ne razumem, zakaj se ne bi. Sploh pri vseh teh besedah, ki sem jih postregel, ne razumem, zakaj se ne bi človek prepustil toku življenja, ki je tako, kot ponuja se samo. Verjemite, da na tem svetu ne obstaja niti en človek, tak kot si ti. Niti ni obstajal, niti ne bo obstajal. In ti si eden in edini unikat. In zakaj bi živel tako kot ostali, če pa nisi tak kot ostali? Ti si drugačen, ti si unikaten, ti si poseben. Tako kot je vsak človek, pravzaprav vsak otrok, vsak, ki začne živeti otroka iz sebe, je unikaten in avtentičen. In to je bistvo tega preporoda Awakeninga Shifta, v katerem se nahajamo zelo aktivno, če še niste opazili, ne? Ta, bom rekel, bliz, ta event, kot se mu reče, ta veliki dogodek, je pa ni trenutna stvar. To je Devin od zadnje, veste, spet, ki pravi, hyperdrive, je treba se hitro voziti, ne, treba. Kadar se vžgeš na otroka, gre vse čist drugače, vam garantiram. In sem vam živ dokaz, tako kot je Devin živ dokaz, kaj pomeni biti preklopljen na otroka, kaj je norčavost in norost. Jaz vam ne morem v teh polurnih, 3/4-urnih videih zavrteti vseh desetine ur materijala, ki ga on izprovede. In na YouTubeu ima on tega ogromen. Verjamem, da boste marsikaj težko pogoltali, marsikaj boste pa zelo uživali. Ampak oboje je del prebujanja, oboje je del nas. Mi v sebi smo otroci in smo zver, mi smo monster. Mi smo, ta bom rekel, dobra zver, ki čuva tisto, kar je naše. Zmaj smo, a ne? Ne bom šel predaleč. Rad bi vam samo toliko približal, da je nepredstavljivo dobro, kadar se priklopimo na sebe, na dušo, na tega otroka znotraj nas, ki smo ga zanemarjali. Ne, zdaj v Svetem pismu Marija, torej Kristusova mati, ne, je v bistvu ni mu mogla pomagati, dala mu je prav, čeprav je z množico držala. Torej tudi mati lastnega je izdala, otroka. Tako nekako smo tudi mi kot lastne matere temu lastnemu otroku znotraj nas smo obrnili hrbet. Tako so nas naučili, da je tako prav, a ne? Pa zdaj valjda vemo, da to ni prav, da moramo otroka objeti v sebi in ga sprejeti in ga oživeti in ga dati v življenje, ker on to komaj čaka in verjamem, da vsak izmed vas znotraj sebe trpi in pravzaprav trpi otrok, vi pa to občutite. In teh občutkov več ne morete zanemarjati. Ne? Jaz mislim, da se to ne da. Zdaj eni lahko rečemo temu tudi vest peče. Ne? Ja bo peklu, ne? Ja seveda se boš v peklu cvrl, če boš otroka zanemaril. Vse to so opozorila, ki smo jih bili deležni skozi zgodovino, skozi naše zvezde, ki so puščale sledi. In dajmo zvezati te zvezde v neko ozvezdje in mu rečemo, evo, Age of Aquarius, torej doba vodnarja, ali pa rečemo, da so to ozvezdje rib, ker riba, jaz sem riba, ne? In riba ima tako spet globok pomen, ker povezuje 12 zodiakalnih znamen. Tako da, veste, ko začne človek to malo študirati, vidiš, da pa je vse točno prav,
ob te pravem času si bil rojen na pravem mestu, v pravem okolju in vse je točno tako, kot mora biti in tudi vi ste točno tam, kjer morate biti, ne? Tudi ljubezen prava bo prišla do vas, če boste le naredili prostor in se odlepili od vsega, kar je toksično. Toksičnost je pravzaprav gromozansko velika na vsakem koraku. Zdaj, če si predstavljate, ko se je rodilo zvezdno seme oziroma potencial, ki je pravzaprav nevaren tej satanovi igri, a ne? Takrat je alarm bil v matrici, napad z vseh strani. Zdaj Satan nas ni mogel ubiti, ne? Hotel nas je pa izčrpati in zaradi tega mnogi lahko potrdite, da ste bili skozi življenje čist ves čas masakrirani, v bistvu, da ste rekli, pa nisem jaz iz tega planeta, res nismo, drži. In v bistvu je bilo preživeti pravzaprav težko, ampak ideja je ta, da se od nas zahteva, da gremo še naprej, da smo še močnejši in ustrajamo še, zaradi tega, ker smo z druge strani ves čas zaščiteni, od dneva nič. Ne glede na to, koliko se je temačnost, matrica trudila nas zdemolirati, uničiti, eliminirati, smo bili ves čas vodeni in ves čas smo bili zaščiteni. In v tem trenutku ni čist nič drugače, zato nema razloga za strah. Ne? Samo ravno in samo gremo in nič se držati nazaj, zaradi tega, ker je vse tako, kot mora biti. Ujel sem enega modela, ki je rekel, veš, mentalne bolezni so nalezljive. Evo, nalezljive bolezni. NIJZ, nalezljiva bolezen je mentalna bolezen, bolezen sovraštva in igre, ki je ime, da le ne bi bilo prav, a ne? Igra, ki se je igrala v ozadju strani matrice in satana, se imenuje Samo da je narobe, oziroma Samo da ni prav. Ne? In zdaj, če vi pomislite, kako funkcionirajo, je točno narobe. In točno tako, da v bistvu normalnemu človeku se skisa in nori so časi, je nekdo napisal, kjer se mnogim zdi nekaj normalno, kar se normalnemu človeku gabi. In zdaj, jaz bi želel, da vsak izmed vas občuti ogabnost sistema, ki se je razpredel po svetu, ki je v bistvu ljudi izčrpaval, masakriral, sploh pa te, ki smo imeli malo večji potencial v sebi. Zdaj bo marsikdo rekel, spet se imaš za nekaj več. Nimam se za nič več, jaz vem, da smo vsi enaki. To mi je kristalno jasno, le limitacija, ki jo še ima prevelik procent ljudi, je preniska, da bi v bistvu dosegla to, kjer smo vsi glih. Ne? Vsi smo glih, nič ni nekdo nad ali nekdo pod. To je bila ideja matrice, da je nekdo nad, ne? Da je nekdo kralj, da je nekdo kraljica. No? In zdaj Charles je tudi riknil in zdaj mediji se sploh ne upajo objaviti, iako je sam Charles v bistvu že davno eliminiran. Zdaj v bistvu vse to je predstava za naven, ampak mediji sploh ne upajo dati ven, da je Charles riknil. No, zdaj se morajo nekako zmeniti, kako in kaj. Namenoma sem vzel izraz riknil, ker ta gama reptilska si ne zasluži spoštovanja ob odhodu iz zemlje, ampak naj se cvre v peklu, ker kakor je ta elita zla naredila gorja na tem svetu, je res ji mesto zgolj v nekem peklu. Nekje, kjer naj vrne bolečino, ki jo je prizadejal. In zdaj dajte razumeti, kdorkoli je komurkoli prizadejal neko bolečino in iz tega naslova nekaj imel, bo treba to nekako zbalansirati, spraviti v ekvilibrium, a ne? In zdaj mnogi bodo imeli kar velike dolgove, a ne, do tukaj in bo kar precej zaplačati. Zdaj Q in Trump sta rekla power back to the people. Ne? Torej
moč bo treba nazaj ljudem vrniti, tisto moč, ki je bila odvzeta, in predstavljate si, kolikšna šibkost je v ljudeh, ki niso postavljeni v svoj tukaj in zdaj in v svoj steber moči in ljubezni, ki je pravzaprav v kvantnem polju že itak zmagala. Zdaj v bistvu samo gledamo razpad, kako izgleda, kadar zmaga ljubezen na celi fronti. Bili smo Lonely Shepherd, tako kot je rekel Zamfir, to je Lonely Shepherd, osamljen pastirček, je naslov komada v ozadju, pa vsi jo poznate. Ja, zdaj skrivnost je bila skrita, Zdaj ljudje so igrali igro, kako smo rekli, da je naslov, da le nič ni prav, to je bila ta igra. In nam, ki delujemo iz naslova, da je prav, je bilo to za uvolov biti. Resno, za zmešati se ti in upravičeno se ti je skisalo in zdaj oni so že imeli psihiatrične bolnice poštimane, da so te glihke strpali. Veste, v 15., 16., 17. stoletju, pa celo še tudi kasneje v 18. so bile psihiatrične bolnice pravzaprav zapori za prebujene duše, ki so jih pač tako označili, seveda garmade, kurt, čarovnice, vse to. Skratka, narobe svet smo živeli in cajt je, da ga vrnemo nazaj. Čas je, da Dravski Banovini vrnemo to, kar je od nekdaj bila. Dežela miru, reda in ljubezni. In ja, Dravska Banovina, spet to je iz enega filma, sem vam vse že to povedal. Ja, skrivnostna je bila ta igra in super je to šlo, dokler je bila skrivnostna. In to je bilo lepo cona, obdobja, noben nič ne ve in mi haramo, Ja, ko pa je skrivnost razkrita, pa na plano pride panika. Panika, da bo videno vse, kar je bilo skrito. Skrito je bilo zato, ker je bilo perverzno, grdo, nemoralno, neustavno, kaznivo, čist vse segmente pokrije to, kar je bilo skrito. Ja, in zdaj je panika pred tem, da bo treba se soočiti z dejstvom, kdo je kje komu igral katero vlogo, Zdaj limitirani ljudje imajo program, imajo vlogo in idemo. In zdaj ti znotraj vloge in programa so opaženi in nimajo domišljije vžgane, da bi se spomnili kaj novega, Oni sam brskajo po glavi, kako bi zdaj to prikrili. Ne da se več prikrivati. To opozarjamo zdaj že toliko časa, da bi se marsikdo lahko pravočasno spreobrnil, pa bi še šlo čez, zdaj pa pač bo treba kar do konca. Sem se pred časom spraševal, kje se vse ustavi, do kam bodo šli ljudje, in nekje se je porajala misel oziroma prišlo dejstvo, da do špage bodo šli. In resnično grejo do špage, in ako ta špaga ni čist realna, je bolj kot ne virtualna, ljudje sami sebi zategujejo zanko okrog vrata in se dušijo v lastnem caftu. Jaz to vidim, ko se sprehodam skozi Cerknico, vidim med tem, ko spremljam družbena omrežja in tako, kako in kaj, ampak resnično mene je sram za vsakega in sočustvujem z njim, pravzaprav ne z njim, sočustvujem z otrokom v ljudeh, ki so ga zanemarili in so predali vajeti vodenja nekomu drugmu in delovali iz ega ven. Zdaj to, kar so delovali, jaz to ne podpiram, da ne bo kdo narobe razmišljal ali pa mislil. Jaz bi želel, da je ta otrok v človeku sprejet, da pride na plano, da postane ljubljen. In iz naše strani je prav, da tem otrokom v ljudeh dajemo ljubezen. Ne dajemo podporo delovanju iz ega, ampak dajemo ljubezen otroku v človeku. Razumemo? In jaz se tega že poslužujem, jaz to že delam, zdaj rezultate pa še čakam, ker ne delam to prav dolg časa. Dajte razumeti še eno stvar, dostikrat rečejo, jaz sem bil pa v ljubezni razočaran ali pa ljubezen me je ranila in tako naprej. Ni vas nikoli ranila ljubezen, ljubezen ni narejena, da rani ali poškoduje ali boli, narejena je, da zdravi, blaži in da v življenje vnaša veselje, radost, zadovoljstvo.
vse, kar je bolelo, je bilo to, da so ljudje vas prizadeli. A ne? Veste, kaj pravijo, ja, pa sem padel z napačnim človekom, sem padel skupaj, fall in love, sem se zaljubil v napačnega človeka. Ni to res. Zgolj napačen človek je bil tisti, ki je pravzaprav lepo izpeljal maškarado in se predstavil kot prvak, a ne? Nismo mi padali, mi nismo padli z napačnimi, napačni so nam zaigrali, da so za nas primerni in nas s časom začeli cuzati, vrtiti okrog prsta v svoji igri, mi pa iz svoje naivnosti nismo zaznali, da gre za igro, ne zaznali. Znotraj naših okvirov razumevanja je nesprejemljivo, da sploh kdo tako funkcionira in ako izgleda kot človek. Torej, ista vrsta. Kadar človek nima povezave z dušo, takrat ni več ista vrsta za mene. To je moja razlaga. Brez ljubezni so ljudje ob pamet in so ob up, torej so nespametni in so brezupni. Za vse nas, ki smo na ljubezen povezani, na lastnega otroka ali pa na univerzum. Jaz imam toliko teh izrazov, najlepši mi je ata, da kdor se je priklopil na ata, ima up, ima vero in ima pamet. Pamet v smislu, da zna prebrati misli, ki jih univerzum oziroma ata pošilja, da znamo slediti temu vodstvu, ki je vezan na vero. Ne veš, od kje veš, ampak veš, in veš, da to, kar veš, je prav. Zdaj, kje imaš pa ver? Nimam ga. Imam vero. Nimam dokazov, imam vero. In to je tisto, kar v bistvu je tudi spet zelo zlorabljeno. Zlorabljeno je ime Bog, zlorabljeno je ime vera, zlorabljeno je beseda zaupanje in tako naprej. Skratka, vera v sebe, v prav, v svojo intuicijo je nujno potrebna. Intuicija se sliši, kadar smo v miru. Kaos in drama je v bistvu točno iz tega naslova konstantno procesirana in producirana, zato da mi nismo v miru. Zaradi tega si je treba mir vzeti. Nihče vam ga ne bo dal, treba si ga je vzeti. In jasno postaviti mejo, da v ta mir nihče ne posega. Okay? Tle imam eno tako, ljudje dostikrat reagirajo iz čustvenega vzgiba, a ne? Treba je ta čustven vzgib ugasniti in treba je reagirati iz sebe, iz premišljenosti, iz miru. Pa jaz sem to nekje zapisal, mora biti močnejši, kakor so emocije, ne? Vsaka odločitev, ki je narejena z emocijami, je največkrat bila v bistvu imela katastrofalne posledice. Tako da ne reagirajte iz emocij, reagirajte in ne reagirajte, pravzaprav odzovite se na situacijo s treznim umom, a ne s zdravim umom, zdravo kmečko pametjo. Mogoče še tale preveč ljudi gleda na spiritualnost kot nekaj zelo, zelo kompliciranega, čeprav je v bistvu stvar zelo, zelo enostavna in zahteva zgolj zdravo kmečko pamet. Zdaj, duhovnost težka, dajte razmisliti, lažna identiteta je tisto, kar je v bistvu treba izpustiti, a ne? Tisto, kar ni realno. Bodi to, kar si, in to lažno identiteto lahko spustiš od sebe zdajle, ne? In začneš živeti, stopiš na potovanje, your life journey, to svoje vse življenjsko potovanje, stopaš zdajle, to je križišče. Niso sanje, ker ne bomo več sami. Enotni gremo naprej, dragi moji. Roke si podajmo, človek človeku.
slovensko pesem zapojmo in ničesar več se ne bojmo. A je prav? Zato, ker strah je nekaj, kar je noter votlo, zunaj ga pa nič ni. Strah je lahko le tiste, ki imajo slabo vest, ki so delali slaba in napačna dejanja, grešna, pregrešna, ultragrešna in ki se končajo z zločini nad človeštvom. Mi, empati, prebujeni, višje limitirani, znamo stvari odpustiti, nikakor pa ne bomo pozabili, kaj so nam počeli, in iz tega naslova, ker ne bomo pozabili, ne bomo nikoli več dovolili česa tacga. In to je tisto, kaj mi rabimo. Dajmo si roke, da lahko skupaj zaščitimo naš prostor miru, našo domovino, veste, naši predniki bi bili na nas ponosni. Mislim, da se postavimo za sebe, pa rečemo, dosti je, ne morete. Oni niso mogli z vilami, pa z golobi, pa s kočijami tega reševati. Mi očitno prek družbenih omrežij smo bistveno bolj lahko povezani, če čmo. In zdaj, a so ti negativci še tako aktivni, kot so bili pred kakšnim letom? Kje pa imate teoretiki zarote, kakšen dokaz, niso cepiva, nič kriva. Mislim, pazi, zdajle tale britanski premier, nek britanski predstavnik je rekel, jaz hočem, zahtevam, da se genocidnike ujame in kaznuje in se za njih zahteva smrtno kazen. Death penality, a ne? Mislim, da nobenemu ne uide. Tisti, ki se je igral igro genocida, ne bo šlo čez. Mi lahko marsikaj oprostimo, odpustimo, vendar, kar si sejal, to moraš požeti. Jaz sem bil vedno za najmanjšo stvar, vedno kaznovan, nemudoma. In v tem primeru ne bo prav nič drugače v odnosu do njih, ker njihov backup razpada, to je jasno, nimajo več zaledja, kjer bi lahko sodniki do nedogled ščitili zdravniki štrajkajo, ker nočijo več moriti brez veze za ston. Meni se zdi to logično, pa bo zdaj se lahko kdo oglasil, ja pa niso vsi zdravniki taki. Res je, niso vsi genocidniki, bolj pa me tle plaši podatek, da se do zdaj ni pojavil nekdo pa rekel, res, tam se je to delal via vaja, jaz sem po Hipokratovi zaprisegi že 40 let zdravnik in si kaj tacga ne bi mogel privoščiti in si nisem in si ne bom in tudi jaz obsojam ta dejanja. To je meni zanimivo, da se tak zdravnik ne pojavi v javnosti. Mogoče se je, pa sem ga spregledal, ampak bi bil verjetno precej odmeven, če bi se oglasil. To je tisto, kar jaz pozivam, dajte stopati ven, oglasite se, rečete, narobe je bilo. Že tle ste naredili velik razkorak. Ok, še mogoče tale, sama ljubezen je brezplačna, dočim sodelovanje v igri je plačno, a ne? Seveda si za sodelovanje v igri plačan, ne? Bolj ko sodeluješ, bolj ko si te prav morilc dobre vole oziroma življenj, a ne, bolj si plačan. No, če smo že glih pri jemanju življenj, nek infektolog, nek kirurg je svetovno znan zdravnik, no, je rekel, da so bile vse smrti v bolnici zaradi covida, kao da so to bili umori. Jaz se z njim v bistvu strinjam, ampak nisem bil jaz zraven, tako da ne morem jaz zdaj tega vsega potrditi, ampak se mi zdi, da je precej dokazov o tem, da od covida nihče ni umrl doma, ampak so vsi umrli v bolnici, ne? Od covida kao, ne? Tako da je tle kar resna situacija od zadaj, mnogo večja, kot si jo mogoče predstavljamo. Ja, ok, pač bomo, vse to se bo spucalo, bolj bistveno je, da v bistvu v tem trenutku se ne ukvarjamo z zunanjostjo, ampak s svojo notranjostjo, da občutimo te prečudovite energije, ki nas preplavljajo, mene že nekaj časa, nisem edini, berem komentarje, sem v navezi z precej ljudmi širom sveta in več ljudi to potrjuje. In to so lepe energije, ki v bistvu v nas prožijo ljubezen in nekako, bom rekel,
brišejo ta manj vrednostni občutek, da niste vredni tega sveta, da niste vredni ljubezni, da niste vredni topline in tako. Vredni ste več, kot si mislite, ste unikatni, bodite avtentični do te unikatnosti in zbudite oziroma objemite znotraj sebe tega otroka, ki komaj čaka, da skupaj plešete, rajate, se zabavate, igrate in raziskujete svet okrog sebe. In v bistvu si zapojte Don't worry, be happy, ker 3 lepe ptičice so zapele, da je vse v redu. Vse je fajn in plov, sam dajte živeti sebe ven in brez igre. To je vse, kar se zahteva in pričakuje. Ata, to je moje sporočilo tebi, vse bo v redu. To pesem je pel Bob Marley in saj so 3 Little Birds, ne. Ne, Don't worry, be happy, Bobby McFerrin, ne. Don't worry, be happy. To je sporočilo današnjega dneva. Zbudite otroka v sebi, objemite ga in pejte na potep. Spočite se še bolj se spočite, ker bo treba zakorakati na končni marš. Želim tako jaz kot Ata, da smo spočiti, čili in zdravi. Držite se, srečno, čaos!